Ok, vidim, da snemamo. Torej, še enkrat dober večer vsem skupaj in dobrodošli na prvem Zoom večeru strokovnega posveta, posvečenega izzivom starejše populacije LGBT, ali kot ji bomo te dni ljubkovalno pravili LGBT 50+. Na Dihu smo se letos odločili naše programe, projekte in pa aktivnosti, ki res večinoma naslavljajo potrebe LGBT mladih, dopolniti z vključevanjem starejših LGBT oseb med naše ciljne skupine. Menimo namreč, da je prav ta populacija LGBT, ki je starejša od 50 let, v Sloveniji relativno nevidna, podraziskana in podnaslovljena. Izkušnje v tujini kažejo, da to ni zato, ker LGBT 50+ osebe ne bi obstajale, niti ni zato, ker bi bilo zanje vse lepo urejeno in nimajo težav in potreb, pač pa bomo bliže pravim odgovorom, če bomo razmišljali v smeri, da do zdaj LGBT starejšim nismo ponudili dovolj. Podobno kot pri transspolnih osebah, dokler nismo začeli sistematično delati na vidnosti in naslavljanju potreb trans oseb, jih pri nas v Nevidnicah ni bilo. Strokovni posvet, ki bo prilagojen, kot vidite, evidenskim razmeram, bo potekal vsak večer med 18. in 19. uro na Zoomu in v petek, kot že rečeno, na Instagramu. Sodi pa torej med naša prizadevanja odpirati vprašanja o izzivih, s katerimi se soočajo LGBT 50+. Zdaj najprej vabim k nagovoru predsednika društva Dih enakopravni pod Mavrico, da nas na kratko nagovori ob začetku strokovnega posveta. Andrej, beseda je tvoja. Pozdravljene in pozdravljeni, hvala Tjaša za ta uvod, hvala tudi, ker si mi ukradla malo uvodnih misli. Ampak tudi jaz bi mogoče na tem mestu res v imenu društva Dih pozdravil vse in se zahvalil za vašo udeležbo na današnjem večeru. Ko smo se res malo bolj poglobili v to tematiko in tudi v nadaljevanju boste slišali in slišale predstavitev rezultatov ankete, v katero smo v bistvu dali med naše LGBT+ osebe oziroma v našo skupnost, na katero so se odzvali predvsem LGBT+ 50 osebe, vidimo, da manjkajo vsebine, da manjkajo priložnosti za druženje, da manjka v bistvu veliko stvari, katere nekako delno smo se organizacije, tako Dih kot tudi druge organizacije, se recimo tega nekako zavedamo, smo probali biti čim bolj široki, ampak mogoče pa glih pri tej širini ugotavljamo, da pa potrebe starejših so pa vseeno dokaj specifične in še posebej, če pogledamo tudi v kakšne sosednje države, mogoče malo bolj na severu, ugotovimo, da imamo pri nas kar velik manko na tem področju. Tako skupnostnih prostorov, programov, nenazadnje pa tudi na splošno vsebine za starejše osebe, ki, kot Tjaša omenila, so kar nekako nevidne pri nas recimo. Tudi ostale stvari, ki v skupnosti, ki kot sami vemo, ni homogena, ampak je v bistvu kar raznovrstna, v tej populaciji mogoče to še pride bolj do izraza. Tudi, ne vem, vse reklame, ki jih po televiziji gledamo, ali pa ki so tudi v skupnosti, nekako targetirajo LGBT skupnost, nekako imajo predvsem mlajše v mislih ali pa tudi vizualno, tako da na tem področju moramo tudi v bistvu narediti malo refleksije in res roke odpreti in ponuditi tudi starejšim. Jaz sem prepričan, da bo nekatere vsebine na tem sklopu v tem tednu, da vas bodo mogoče malo presenetile, vsekakor pa v smislu informacij, vsekakor pa so zelo zaželene, da jih izvemo in mi in vi,
in vesel sem, da to ne bo samo en dogodek v enem večeru, ampak da bo potekalo res malce bolj poglobljeno z širšo paleto govorcev in tudi vas občinstva. Tako da z moje strani je to vse, res se veselim rezultatov te ankete, ki sicer malo sem jih že zvedel, ampak bom pustil malo suspenza, tako da v nadaljevanju boste pa še vi ostali in ostale zvedeli. Mogoče preden zaključim ta res samo uvoden nagovor, bi se rad zahvalil predvsem financerju tega programa, projekta, to je Mestni občini Ljubljana. Hvala pa tudi v bistvu ostalim sodelavcem in sodelavkam na tem projektu, tudi Ani Zupančič, ki je sicer večino tega projekta speljala, zdaj šla pa na porodniško, tako da Ana, srečno z materinstvom. Zahvalil bi se pa, ali pa pohvalil, bi pa rad tudi druge organizacije, ki so že vsaj delček začela na tem delovati, pa tudi raziskovalke in raziskovalce, ki se s tem ne s tem projektom, ampak s to tematiko so se že začeli ukvarjati in so nam pomagali tudi pri tem projektu. Tako, zdaj pa res iz moje strani to vse. Uživajte v pogovoru. Ok, najlepša hvala, Andrej. To me v bistvu tudi vpelje v naslednji del. Torej, nocoj je z nami tudi doktorica Simona Topolinjak z oddelka za zdravje in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana. Kot je že omenil tudi Andrej, ta sofinancira omenjeni DIHO podporni program za LGBT starejše, del katerega je tudi pričujoči strokovni posvet. Doktorica Topolinjak, izvolite. Najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Kot je bilo že omenjeno, prihajam iz Mestne občine Ljubljana z oddelka za zdravje in socialno varstvo, kjer z različnimi aktivnostmi v bistvu podpiramo različne ranljive skupine in seveda med nje spadajo tudi vsi, ki so zaradi svoje spolne usmerjenosti ali pa spolnega izraza tarča nerazumevanja, predsodkov in pa nepravičnega ravnanja. V zadnjih letih je tako eden izmed ciljev Mestne občine Ljubljana tudi sprememba širšega družbenega odnosa do LGBT plus oseb. To je zapisano tudi v naši strategiji razvoja socialnega varstva, zapisano pa je tudi v akcijskem načrtu enakost spolov v Mestni občini Ljubljana. Ta cilj v bistvu poskušamo doseči na dva načina, in sicer na en način je to, da podpiramo nevladne organizacije, ki izvajajo različne programe na tem področju, in pa drugi način je to, da probamo z ozaveščevalnimi aktivnostmi in programi ter javnimi dogodki v bistvu vplivati na to, da ljudje spremenijo svoj vidik oziroma svoj pogled na to tematiko. MOL tako že v bistvu vrsto let podpira različne programe nevladnih organizacij na tem področju, ki v bistvu uporabnicam in uporabnikom so na voljo kot osebna svetovanja, potem tam lahko dobijo različne informacije, organizirane so samopomočne skupine, kulturni, izobraževalni programi in tako naprej. Če vzamemo zadnjih 5 let mogoče, tisto, kar je bilo zadnjih 5 let podpreto strani Mestne občine Ljubljana, je na primer program za transspolne osebe. Mislim, da smo še vedno edina vladna organizacija v Sloveniji, ki podpira ta program. Potem je tu Mladinski dnevni center za LGBT plus mlade osebe, ki je bil odprt pred 2 letoma. Potem sofinanciramo oziroma podpiramo program testiranja v skupnosti za razne spolno prenosne bolezni in pa podpiramo tudi program za starejše LGBT plus osebe. Ko smo namreč pred leti
skupaj z nevladnimi organizacijami in pa s stroko izdali brošuro oziroma knjižico Mavrična Ljubljana, ki je v bistvu tudi še vedno dostopna na naši spletni strani. Smo se v manjšem delu dotaknili tudi LGBT plus starejših oseb, se pravi te tematike, in ugotavljali smo, da so, tako kot je že prej moderatorka omenila, ena izmed najbolj spregledanih in s teh nevidnih skupin pri nas. In sicer lahko govorimo o trojni diskriminaciji. Prva in druga je glede na osebno okoliščino, se pravi glede na starost in pa glede na spolno usmerjenost oziroma spolno identiteto, in pa potem tretje še zato, ker v bistvu pri nas takrat ni obstajala organizacija, ki bi se z to problematiko sploh naslavljala. Tako smo v bistvu na teh izhodiščih potem podprli program za LGBT plus starejše, v okviru katerega se sedaj že v bistvu kontinuirano izvajajo podporne aktivnosti za starejše v obliki podporne skupine, osebnega svetovanja in izobraževalno-socializacijskih dogodkov. Ni pa v bistvu pomembno le to, da Mestna občina Ljubljana podpira programe, ki jih izvajajo nevladne organizacije, ampak v bistvu je pomembno tudi to, da smo zelo prizadevni na področju ozaveščanja. Kot sem že prej omenila, smo izdali knjižico Mavrična Ljubljana, kjer se najdejo osnovne informacije o tem, kaj se v Ljubljani dogaja na tem področju. Sicer bi jo bilo potrebno sedaj malo tudi posodobiti, a vseeno so neke osnovne informacije o aktivnostih v Ljubljani. Potem smo skupaj z nevladnimi organizacijami vzpostavili certifikat LGBT prijazno, ki skuša delovati predvsem v smeri ozaveščanja zaposlenih in pa uporabnikov storitev. Organizacija v bistvu prejme ta certifikat po izpolnitvi 2 kriterijev, in sicer po izvedbi 4-urne delavnice za vodstvo organizacije. Nekatere organizacije so se celo odločile, da so poslale na to izobraževanje vse svoje zaposlene ali pa nek delež zaposlenih, in potem po tej 4-urni delavnici morajo poskrbeti, da se prenese to znanje, ki so ga na delavnici pridobili, tudi med sodelavke in sodelavce. Po prejemu certifikata pa vodstvo organizacije skrbi, da se ideja o enakem pristopu do vseh in zagotavljanje temeljnih človekovih pravic upošteva tako med zaposlenimi, kot tudi navzven do njihovih strank. Zelo me veseli, da so v bistvu prejemniki certifikata tudi organizacije, ki delajo s starejšo populacijo, na primer Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, potem Dom za starejše občane Ljubljana Vič Rudnik in pa Mestna zveza upokojencev Ljubljana in njihovi dnevni centri aktivnosti. Ponosni smo tudi, ker smo pokrovitelji vsakoletne parade ponosa, potem ob različnih dogodkih, ki jih gostimo v Mestni občini Ljubljana, tudi na področju LGBT plus, visi na mestni hiši Mavrična zastava. Ponosni pa smo tudi na to, da je v bistvu v naših prostorih poleg mestne hiše tudi pritličje, kjer v bistvu ne dobiš samo kavice, ampak se dogajajo tudi različni dogodki na temo LGBT ali pa širše. Od leta 2014 pa smo tudi člani mreže Mavričnih mest, kjer se v bistvu enkrat na leto dobimo zaposleni iz mestnih uprav in v bistvu izmenjamo dobre prakse iz svojih mest. In leta 2017 je bila srečanje mreže Mavričnih mest tudi v Ljubljano in takrat nas je zelo veselilo, da smo lahko prikazali to naše dobro sodelovanje tudi z nevladnimi organizacijami. Še enkrat hvala. Na koncu še enkrat zahvala Društvu Dih za organizacijo tega posveta, ki bo potekal v večjih večerih. In vsem želim uspešen posvet in tudi mene veseli, da bom lahko videla, kakšni so rezultati te raziskave pri LGBT starejših. Hvala lepa. Najlepša hvala, doktorica Topolinjak.
Želim nam vsem skupaj uspešen in informativen posvet. Začnimo pa s kratkim pregledom tedenskega programa, da vidimo, kaj vse smo pripravili za vas in za nas. Torej, kot že omenjeno, danes bomo predstavili rezultate nedavne spletne ankete o potrebah LGBT 50+ pri nas. Jutri, v torek, 24. novembra, bomo ponovno ob 18. uri spoznavali projekt Being Me, Best Practices for Care and Wellbeing Education to support the needs of LGBT people as they age. In sicer bodo z nami doktorica Ana Sobočan, doktorica Mojca Urek in pa Anže Jurček. V sredo, ponovno ob 18. uri, bomo s pesnikom Milanom Šeljem, njegovim soprogom Petrom Devijem in filozofinjo Katarino Majer-Holt ter pevko, igralko in aktivistko Salome govorili o tem, kakšno je življenje LGBT 50+ v Sloveniji. V četrtek nas čaka predstavitev dobrih praks na tujem in sicer nas bodo z udeležbo počastili iz nizozemske organizacije Rose 50+ Nederland. Njihov pristop do LGBT starejših bo predstavil Martin Merings. Upam, da sem to izgovorila približno prav. Potem v petek pa nas zvečer čaka čajanka Salome, ki je v gostje tokrat povabila pesnika, pisatelja, prevajalca in aktivista Braneta Mozetiča. Kot že omenjeno, se vsi dogodki razen petkovega izvajajo preko Zooma. Vabljeni in vabljene ste seveda k ogledu in aktivnemu sodelovanju prav vsak večer. Tako, zdaj pa se lahko v bistvu premaknemo k tej težko pričakovani javni predstavitvi prvih rezultatov ankete o izzivih LGBT 50+ v Sloveniji. Z vami bom začela deliti ekran, da boste lahko zadevo tudi spremljali. Evo, mislim, da bi zdaj mogli se videti. Torej, kot že rečeno, spletna anketa naslavlja potrebe, želje in izzive LGBT 50+. V LGBT skupnosti pri nas je bilo doslej, kot že rečeno, opravljenih zelo malo raziskav, ki bi naslavljale potrebe LGBT starejših oziroma LGBT 50+. Ena od bolj znanih je manjša raziskava, ki jo je leta 2014 izvedlo Društvo Informativni center Legebitra. V tej raziskavi je s polstrukturiranimi intervjuji sodelovalo 11 LGBT oseb starejših od 50 let. In zaradi podraziskanosti te populacije v bistvu ne vemo, s kakšnimi težavami in izzivi se soočajo, kakšne so njene potrebe in želje, in zato tudi ne vemo, kakšne programe, projekte in aktivnosti oblikovati, pripraviti. Pri društvu DIH smo se z letošnjim letom odločili malo intenzivneje ukvarjati s to tematiko, zato se je zdaj tudi logični korak krajša spletna anketa, s katero bi v bistvu preverili potrebe populacije. Preden začnemo s predstavitvijo, bi v bistvu omenila to, kar je že Andrej prej povedal, da bi v bistvu danes na mojem mestu morala biti sodelavka Ana Zupančič, ki je tudi vodila to raziskavo, a je na porodniškem dopustu, zato je nalogo predstaviti vam te rezultate zaupala meni. Če torej na kakšno vprašanje ne bom znala odgovoriti, bom odgovore poiskala in pa vam jih naknadno tudi posredovala. Zdaj pa pojdimo k stvari. Kot orodje za raziskovanje potreb, želja in izzivov LGBT 50+ pri nas smo si zamislili krajšo anonimno spletno anketo. Krajšo z namenom, da bi respondentke in respondenti ohranili motivacijo in anketo rešili v celoti, torej do konca. Spletno pa zato, da bi zagotovili čim večjo dostopnost do populacije, pri tem smo imeli jasno tudi omejitve, ki jih prinaša epidemija. Anketo smo opravili s pomočjo priljubljenega odprtokodnega orodja za spletno anketiranje, Enka, zagotovo jo poznate. S pomočjo te pa smo izvedli tudi analizo spletne ankete. Anonimna spletna anketa je bila odprta od 9. do 23. oktobra letos. Da bi dosegli čim večje število ljudi, pa smo jo intenzivno promovirali oziroma smo o njej intenzivno informirali zainteresirane javnosti. Pri tem smo se posluževali spletne strani in socialnih omrežij društva DIH, to pomeni Facebook, Instagram,
potem pomoči drugih LGBT nevladnih organizacij in nenazadnje smo vabilo širili tudi po naših ožjih in širših osebnih socialnih krogih. Naš cilj, jasno, je bil doseči čim več LGBT oseb, ki so starejše od 50 let. V 2 tednih, to je bil čas, ki smo ga namenili zbiranju odgovorov, je anketo opazilo 495 oseb. To pomeni, da je 495 oseb vsaj kliknilo na nagovor ankete, potem pa je 163 oseb to anketo tudi začelo izpolnjevati. Anketo je v celoti izpolnilo 122 oseb, 41 oseb pa jo je izpolnilo delno. Če se premaknemo na demografijo, v anketi smo želeli preveriti, kakšne so potrebe LGBT 50+, in odločili smo se zajeti odgovore vseh LGBT oseb, ki so starejši od 45 let. Da pojasnim, vsi omenjeni starejši od 45 let so imeli dostop do celotnega nabora vprašanj spletne ankete, ker pa smo želeli slišati tudi razmisleke mlajših, smo eno odprto vprašanje namenili tudi takim mlajšim od 45 let. Na anketo je odgovarjalo 163 oseb, 84% od teh oseb je bilo starih 45 let in več, in te osebe so imele dostop do celotnega nabora vprašanj, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. Zgolj 16% je bilo mlajših od 45 let in ti so imeli dostop samo do enega odprtega vprašanja. Natančneje, če pogledamo prvi graf levo zgoraj, lahko vidimo starost respondentov in respondentk. Torej, kot že omenjeno, 16% je bilo mlajših od 45 let, največji odstotki so bili med 45 in 49 let in pa med 50 in 59 let, oba sta znašala 38%, potem pa 7% med 60 in 69 in zgolj 1% starejših od 90 let. Desno spodaj lahko vidimo razdelitev glede spolne identitete. Torej, kar 24% respondentk se je identificiralo kot ženske, še več pa je bilo moških, kar 68%, 4% kot transspolne osebe in zgolj 1% kot spolno nebinarne osebe, skromen odstotek, 3% pa so se identificirali kot druge spolne identitete. Podatki o spolni usmerjenosti respondentk in respondentov so na grafu levo zgoraj, in sicer večina respondentov, kar 59%, se je identificiralo za geje, potem je 17% so sledile lezbijke, potem 9% biseksualnih oseb in zgolj 1% panseksualnih, 4% queer oseb, 2% aseksualnih oseb, potem pa je 4% respondentk in respondentov izbralo odgovor drugo ali pa je zavrnilo, da ta odgovor delijo z nami. Preden pridemo k vsebinskim odgovorom, bi razdelila samo še kraj bivanja. Torej, velika večina respondentk in respondentov je bila iz velikega mesta, na primer Maribor, Ljubljana, potem pa precej pademo, in sicer samo 9% iz večjega mesta, 7% iz manjšega mesta, na primer Kamnik, Jesenice, 5% iz majhnega mesta, na primer Brežice, Mengeš, 8% iz vasi, kar smo definirali kot manj kot 3000 prebivalcev, 4% respondentk oziroma respondentov pa je ta odgovor zavrnilo, torej ga niso želeli podati. Preden se premaknem naprej, bi samo še 2 opozorili rada delila z vami. Anketa ni zasledovala reprezentativnosti iz odgovorov, torej ne moremo sklepati, da navedbe veljajo za vse LGBT 50+ osebe. In v to prvo predstavitev rezultatov, ki jo izvajam trenutno, je zajeta razporeditev vseh odgovorov, torej na primer tudi odgovorov, kot so ne vem ali pa ne želim odgovoriti. V anonimni spletni anketi smo postavili 12 vsebinskih vprašanj in na ta prehajamo sedaj.
V prvem sklopu smo se posvetili bolj abstraktni ravni. Najprej nas je zanimalo, kako respondenti gledajo na starost LGBT 50+ na splošno. Vprašali smo torej, s katerimi splošnimi težavami in izzivi se po vašem vedenju pri nas soočajo LGBT 50+. Izraz splošne težave je tukaj mišljen kot tegobe, s katerimi se lahko srečujejo vsi starejši in stari, ne glede na spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz. Respondenti in respondentke so lahko izbrali več odgovorov. Poglejmo najbolj pogoste. Kar 69% jih je bilo prepričanih, da je eden osrednjih težav LGBT 50+ osamljenost in socialna izolacija. To lahko tudi vidite po prvi najdaljši črti na grafu. Drugi najbolj pogosti odgovor je, da je problem starizem in stigmatizacija starosti in starejših, in to je menilo skoraj 50% sodelujočih. Naslednji odgovor, ponovno z visoko vrednostjo, kar 46% so zdravstvene težave, potem pa sledijo ekonomska in socialna stiska, prekarna zaposlitev in pa prav tako z 29% kot prekarna zaposlitev še zadnja nizke pokojnine. Kot rečeno, možni so bili tudi drugi odgovori, jaz pač tukaj ne navajam vseh, ampak navajam najbolj pogoste. Drugo vprašanje, s katerimi specifičnimi težavami in izzivi se po vašem vedenju soočajo LGBT 50+. Spet so respondentke in respondenti lahko izbrali do 6 odgovorov, glede na to, katere specifične težave so po njihovem mnenju najbolj pereče. Z izrazom specifične težave smo tukaj mislili na težave, s katerimi se pogosteje srečujejo LGBT osebe v primerjavi s splošno populacijo. Najpogostejši odgovori so bili pravzaprav kar 64% respondentk je menilo, da je ena glavnih težav, s katerimi se specifično soočajo LGBT starejši, prepuščenost samim sebi, ker večinoma nimajo otrok in LGBT skupnost njihovih potreb ne naslavlja. Ta odgovor je kar zaskrbljujoč, ampak smisel te ankete je vedeti realno sliko, tako da sledi pa drugi odgovor, skorajda z istim odstotkom, tisti, ki so odgovorili, da je velik problem osamljenost. Naslednji je problem pomanjkanja prostorov za druženje. Skoraj polovica jih je povedala, da je problem tudi starizem znotraj LGBT skupnosti. Potem pomanjkanje aktivnosti za LGBT 50+ v skupnosti. To je menilo 42% respondentk in respondentov. In pa zadnji, da je problem tudi homofobija in transfobija v družbi, kar je menilo 36% vprašanih. Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kako, s čigavo podporo se po vašem vedenju LGBT 50+ največkrat spopadajo s temi težavami in izzivi. Torej, izzivi, ki smo jih omenili oziroma identificirali pri prejšnjem vprašanju, nas je sedaj zanimalo, kako se s temi izzivi spopadajo. Ponovno je bilo možnih več odgovorov. Največji delež, več kot 80%, jih je menilo, da se LGBT 50+ osebe s težavami spopadajo same. Naslednja skupina so ožji krog prijateljic in prijateljev. Potem manj kot polovica, 43%, je odgovorilo v partnerstvu ali v lastni družini. Potem pa pademo kar na 12% z odgovorom ob pomoči staršev in sorodnikov in zadnji odgovor 9% ob pomoči LGBT skupnosti. Torej, zadnji odgovor izmed teh, zgolj z 9%, je LGBT skupnost. S tem prehajamo tudi na drugi sklop vprašanj, in sicer iz malo bolj splošnih, abstraktnih ocen o izzivih LGBT 50+ smo se želeli premakniti na polje osebnega. Spraševali smo torej po osebnih izkustvih in najprej je bilo vprašanje, s katerimi težavami in izzivi so se respondentke soočili sami. Najpogostejši odgovori so bili zdravstvene težave, pomanjkanje prostorov za druženje LGBT 50+. 26% respondentov je povedalo, da se je že soočilo z osamljenostjo in pa socialno izolacijo. Enak odstotek je navedlo prepuščenost samemu sebi.
Skoraj da enak odstotek manj, 25% se je že soočilo s homofobijo in transfobijo. Potem 20% jih je med težavami navedlo spet starizem in stigmatizacijo starih in starejših v družbi in ponovno 20% pomanjkanje aktivnosti za LGBT 50+ osebe. Potem smo vprašali, kako so se z navedenimi težavami pri prejšnjem vprašanju problemi in izzivi soočili in ponovno bilo možnih več odgovorov. Skoraj da 60% vprašanih je odgovorilo, da se s težavami spopadajo sami. Malo manj kot 50%, 45% je odgovorilo v partnerstvu ali lastni družini, odstotek manj v ožjem krogu prijateljic in prijateljev, zgolj 13% ob pomoči LGBT skupnosti in zgolj 9% ob pomoči staršev in pa sorodnikov. S tem prehajamo tudi v tretji sklop vprašanj, in tukaj se v bistvu iz polj lastnih percepcij in izkušenj želimo premakniti na polje bolj skupnostnega. Najprej smo vprašali, ali je po vašem mnenju v LGBT skupnosti pri nas dovolj dobro poskrbljeno za LGBT 50+. Ti odgovori, kot vidite tudi na grafu, govorijo sami zase. 71% respondentov je bilo mnenja, da ne. 23% jih odgovora ni vedelo, 5% jih je menilo, da zanje ni treba posebej poskrbeti, in zgolj 1% sodelujočih je odgovor na to vprašanje zavrnil. Je pa tukaj pomembno tudi mogoče izpostaviti, da nihče od sodelujočih ni odgovoril na to vprašanje z da. Naslednje vprašanje je bilo, ali pri nas potrebujemo programe, projekte in aktivnosti, ki bi bili posebej namenjeni LGBT 50+. Dobili smo precej jasno sporočilo, kot vidite na tortnem diagramu, je velik del torte obarvan modro in modro predstavlja da. Zgolj 7% vprašanih je odgovorilo z ne. Preostali odgovori pa so nič od navedenega in pa ne vem. Od sodelujočih smo želeli izvedeti še, katere skupnostne programe, projekte in aktivnosti za LGBT 50+ menijo, da bi bilo dobro pri nas razviti. In tukaj smo z izrazom skupnostni programi imeli v mislih konkretne aktivnosti za LGBT 50+ uporabnike in uporabnice v LGBT skupnosti. Ponovno bom navedla 6 najpogostejših odgovorov, ker so imeli tudi sodelujoči možnost izbrati do 6 odgovorov. Najbolj popularne so bile družabne aktivnosti, za katere se je odločilo več kot 50% respondentov in respondentk. Sledili so pogovorni večeri, z 39% sledijo lokali za LGBT 50+. Enak odstotek vprašanih bi imel specializiran dom za LGBT starejše. Potem pa pademo na slabih 40% respondentk in respondentov, ki si želi več kulturnih večerov za LGBT 50+ in pa spletno stran z informacijami za LGBT 50+. Skupnostne slike smo se potem premaknili še na sistemsko raven, torej na raven podpornih sistemov in države. Vprašali smo, katere sistemske programe, projekte in aktivnosti za LGBT 50+ bi bilo po vašem mnenju dobro razviti pri nas. In spet z vami delim 6 najpogostejših odgovorov. Treba bi bilo stopiti v stik z vlado in delati sistemsko na bolj vključujoči zakonodaji. To je menilo kar 61% respondentk in respondentov. Dobra polovica jih je mnenja, da se je treba začeti povezovati z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo na splošno s starostjo in pa starimi. 50% jih meni, da bi se bilo dobro povezati s Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije. To je osrednja organizacija, ki povezuje domove za starejše in pa druge socialno-varstvene zavode pri nas. Slaba polovica jih meni, da bi bilo treba začeti izobraževati osebje v domovih za starejše. Potem pa kot zadnji odgovor 39% respondentk in respondentov meni, da bi rabili spletno stran za vse na enem mestu,
kjer bi se različne organizacije lahko informirale o potrebah LGBT 50+. Oziroma zmotila sem se, to je predzadnji odgovor. Zadnji odgovor je 35%, in ti pa menijo, da se je treba začeti ukvarjati z usposabljanji za zdravstveno osebje. Se opravičujem. Zanimalo nas je tudi, katerih aktivnosti bi se sodelujoči sami potem tudi udeležili. In ponovno poglejmo 6 najbolj priljubljenih. Polovica bi jih obiskala lokal za LGBT 50+. Dobrih 40% bi jih prišlo na družabno aktivnost ali na zabavo za LGBT 50+, in samo odstotek manj bi se jih družilo na kulturnih večerih. 38% bi jih prišlo na pogovorni večer, 33% bi jih obiskovalo splošne izobraževalne aktivnosti. Tukaj so mišljeni na primer jezikovni tečaji, plesni tečaji in podobne stvari. In enak odstotek, torej 33%, pa bi starost preživljalo v specializiranem domu za LGBT starejše. Na koncu smo jasno želeli še preveriti, koliko od sodelujočih bi aktivno sodelovalo pri pripravah in izvedbah teh aktivnosti, ki smo jih pri prejšnjih vprašanjih razdelali. Večinski odgovor je bil ne vem, več kot polovica ljudi je odgovorilo tako. Potem pa je tudi 32% ljudi odgovorilo, da bi se aktivno vključili v pripravo aktivnosti, projektov in pa programov, 16% pa si te aktivne vključitve ne želi. Kot sem že omenila na začetku, zadnje vprašanje smo pustili odprto. Vprašali smo, če nam respondentke in respondenti želijo še kaj sporočiti. In sedaj vam bom prebrala nekaj odgovorov, ki smo jih dobili, ker jasno ne morem prebrati vseh, ampak ti so precej zanimivi in reprezentativni, nekako nakazujejo smeri, v katere so odgovori šli. Treba je nasloviti to tematiko. Mlajši so manj obremenjeni. Rastejo v bolj odprti družbi, ker je več govora o teh temah. Starejši ostajamo s svojimi strahovi, osamljenostjo in diskriminacijo. Bistven problem je mešanje generacij. Torej, tako kot je pomembno, da me skupnost ne diskriminira kot LGBT osebe, je pomembno tudi, da me kot starejšega geja družba ne izloči zgolj zaradi starosti. Na misel mi je prišlo, da posebni domovi starejših za LGBT morda niso najboljša skupnost, ker bi delovali kot nek geto. Morda bolje delati v smeri izobraževanja delavcev v domovih, društev upokojencev in tako naprej, kar ste navedli tudi v anketi. Ali pa, da so morda taki deloma specializirani domovi, tudi sosedske v varovanih stanovanj, a ne z izključno LGBT populacijo, ampak mešani, da so integrirani v skupnost, ne izolirani od drugih. Predvsem se izogibajte patronažnega in pokroviteljskega odnosa do starejše generacije. Ta generacija ni homogena v nobenem smislu in je ni mogoče nagovarjati niti reševati v navednicah z nekimi ukrepi, ki predvidevajo, da so vsi ljudje nemočni in potrebujejo pomoč. To ne velja niti za pripadnike manjšin. S tem se jih še dodatno stigmatizira in getoizira. Tu je potreben pozor. Čeprav se strinjam začetno idejo vključevanja generacije 50+ v normalno, z vprašajem, življenje, me skrbi, da bomo naredili le eno novo zvrst geta. Mislim, da bi nam cilj moral biti združevanje vseh generacij, ne pa ustvarjanje še ene nove LGBT skupine, ki bo obstajala izolirana od vseh drugih ali, kar se bo verjetno dogajalo, skregana z vsemi drugimi. Samoorganizacija in podpora samoorganizaciji bi bila najboljša. Razvijanje programov in storitev za druge včasih ne deluje, čeprav je z dobrimi nameni. In pa še zadnja, občutek imam, da se nas obravnava zgolj kot ljudi s potrebami in ne tudi s potencialom. To je bilo nekaj ilustrativnih odgovorov. Podrobnejše poročilo bomo seveda še pripravili in bo dosegljivo tako na spletni strani Diha, kot tudi na socialnih omrežjih in v skupnostnih medijih. Zdaj na tej točki je čas za kakšno vprašanje, pripombo, komentar, predlog, kritiko. Kot že rečeno, ker sama nisem izvajala ankete, bom, če odgovora ne vem, odgovor poiskala in vam ga potem tudi pisno sporočila. Tako da, če ima kdo kakšno vprašanje, lahko vklopite kamero ali pa samo mikrofon in ga postavite. Lahko seveda tudi komurkoli drugemu od gostov.
Jaz bi imel mogoče niti ne toliko vprašanje, kot pa mogoče samo ena refleksija. Vemo, da na splošno, ne samo v LGBT skupnosti, ampak ta aktivacija ali pa nekako pripravljenost aktivno sodelovanja kar skromno, to, ne vem, aktivno državljanstvo in podobno. In se mi zdi v bistvu podatek, da 1/3 respondentov in respondenc bila pripravljena aktivno izvajati ali pa sodelovati pri tem, medtem pa 50% še ne ve, torej pomeni, da, ali pa vsaj jaz tako interpretiram, da v bistvu kar velik stopnja pripravljenosti v bistvu k sodelovanju je kar velika, tako da to me veseli in sem pozitivno nekako z pozitivnim upanjem zrem v prihodnost, kar se tega tiče. Ima še kdo mogoče kakšen komentar, tudi če niso vprašanja, kako se vam zdijo rezultati ankete? Se strinjate z njimi, se ne, kako jih doživljate? Zdravo, Eva. Živjo, zdravo, Tjaša. En lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi za začetek samo rada rekla, da se mi zdi zelo fajn, da ste se pri Dihu odločili, da stvar naprej raziskujete, da pridobite podrobnejše podatke o tem, kje so težave, kako jih nasloviti, koga še zraven povabiti, da te težave seveda tudi naslovimo. Tako da me zanima, ali ste že, vem, da je ravnokar bila narejena ta raziskava, da ste ravnokar pridobili vse te podatke, ampak ste že mogoče pri sami analizi podatkov razmišljali o tem, kaj od tega, kar vam je oziroma kar nam je ta raziskava povedala, boste v prihodnjem letu, 2 uresničili. Pa če vidite, kje lahko skupaj stopimo ostale potem nevladne organizacije na področju LGBT. Hvala. Andrej, a poskušam jaz odgovoriti, ali bi mogoče ti prevzel, če imaš kakšno idejo? Ja, hvala Eva za vprašanje in kako naj rečem, ponudbo oziroma povabilo k sodelovanju. Definitivno bomo v tej smeri nadaljevali. Na Mestno občino Ljubljana smo že oddali projektno vlogo za naprej, ampak kar bi pa rad mogoče poudaril, je pa to, da kljub temu, da je bila ta raziskava narejena zdaj v zadnjem času, mi smo jo sicer želeli izvesti prej, pa tudi zaradi vseh teh COVID in podobnih situacij, ker smo želeli v bistvu z delom teh ljudi vstopiti v stik tudi osebno. Zaradi tega, ker en izmed, ne vem, razlogov, ali pa ne razlogov, ampak tudi to, kar se verjetno zavedamo vsi, je dostopnost do te populacije. Torej, to ni, da objaviš nekje link pa povabilo in potem v velikih številkah ljudje izpolnjujejo in jih v bistvu dosežeš. Tako da mi smo tekom celega leta smo nekaj aktivnosti že izvajali, na srečo ali pa smo veliko teh, ali pa ne veliko, no, nekaj izmed teh področij smo že naslovili oziroma jih izvajali, predvsem druženja, neke zabave, neke kulturne vsebine smo ponujali, tako da definitivno želimo nadaljevati. Vem, da ste tudi pri Legebitri pred časom imeli neko polstrukturirano vprašalnik, kjer so tudi LGBT starejše osebe se odzvale, da se ne počutijo naslovljene v zadostni meri, tako da jaz se bom pri Dihu zagotovo potrudil, da to ne bo akcija Diha, ampak nekako skupnosti, tudi kar smo čisto na začetku, kar je Tjaša predstavila, da želimo program ustvarjati z LGBT
50 plus osebami za njih. Ne, da mi zdaj tukaj pametujemo, pa nekaj ponujamo, kar prvič nismo bili prepričani, ali sploh ljudje potrebujejo, zdaj v bistvu neke podatke imamo. Drugo pa je, da res želimo z njimi to izvajati. Seveda pa tudi z drugimi organizacijami, ker mislim, da je to edino tako lahko, kar še napredek dobimo. Zelo konkretno na tej točki še ne moram povedati, kaj bomo v naslednjih letih lahko izvajali. Zagotovo je to odvisno tudi od financiranja, ni pa financiranje vse. To mislim, da se kar vsi zavedamo. In če smo dobili podatek, da bo 1/3 teh anketirancev oziroma respondentov in respondentk bila pripravljena soustvarjati vsebine, sem prepričan, da bo bera teh vsebin kar bogata. Jaz bi tukaj mogoče samo še dodala, da tako kot je Andrej že rekel, smo prijavili tudi nadaljevanje projekta za leto 2021 in pa tudi Katja Sešek iz Legebitre je v bistvu podala pobudo za skupne medgeneracijske aktivnosti, tako da se bomo tudi o tem pogovarjali. To je mogoče ena konkretna stvar, ki jo lahko zdaj izpostavim. Okej. Ima kdo še kakšno vprašanje ali pa komentar ali pa karkoli? Živjo, Andrej, kar povej. Ja, dober večer vsem skupaj še z moje strani. Najprej mogoče ena zahvala, da ste se lotili te teme, ki je, kot kaže, res prezrta in se zagotovo kažejo potrebe tudi na tem področju. Jaz bi mogoče bolj kot vprašanje en komentar v smislu, da ne smemo pozabiti, da so LGBT 50 plus osebe, kot je bilo že rečeno, z potencialom. Se pravi, osebe imajo neka znanja, vedenja, veščine in da morda namesto, da specifično se delajo skupine prav za te osebe, da se vključimo v smislu medgeneracijskega sodelovanja. To je en dober primer, recimo organizacija Schwule Beratung v Berlinu, kjer ravno na tem področju zelo dobro sodelujejo. Imajo prav dom za starejše, zraven pa dnevni center za mlade LGBT osebe in vsakodnevno dejansko prihaja do druženja. Toliko mogoče z moje strani, pa vso srečo in dosti uspehov naprej. Najlepša hvala in zelo pomemben del, ki je v bistvu tudi se pokazal v anketi, da sploh v tem zadnjem delu pri odprtih vprašanjih oziroma pri tem, ko so lahko podali splošno mnenje, da imajo neko željo mogoče potem, da ne ustvarimo še neke izolirane skupine, ampak da gre bolj za integracijo. Vidim pa, da je tudi doktorica Urek vključila kamero. Jaz sem se tukaj tudi priklopila. Čestitke za raziskavo in res ste dobili tudi veliko ljudi. Pri tako skriti populaciji je to res en tak velik dosežek, se mi zdi. Na moment sem bila malo zmedena, ker so bila tako vprašanja, a je bila, vse to so odgovarjali samo ljudje, ki so bili LGBT po 50, ne tudi drugi, ki bi odgovarjali o tem, kaj se jim zdijo potrebe 50 plus, ne? Odgovarjali so LGBT 45 plus, v bistvu. 45 plus, tako, okej. Jaz sem tudi odgovarjala, sem pozabila že, kako je bilo. To je bilo pravilo. Nekaj je bilo pa takih, ki so odgovarjali, bi rekla, kako predvidevajo, da so neke potrebe. Ti, ki so bili manj kot 45, so sodelovali samo pri zadnjem vprašanju, ki je bilo v bistvu, sekunda, bom pogledala točno, da ne bom slučajno kaj narobe rekla. Pustili smo pač odprto vprašanje in smo vprašali, če nam želijo še kaj sporočiti. Tako da so lahko tudi tisti, ki se bližajo tem letom, pa še niso tam, pač v bistvu povedali, kaj oni mislijo, da bojo potrebovali. Ampak fokus je pa bil pri vseh drugih vprašanjih na 45 in starejše.
Dobro, hvala. Pol me zanima, a ste razmišljali, da bi še kaj križali naknadno podatke, glede na to, da so to toliko raznolike skupine, ne? A je nekdo 80-90 pa ima mogoče več, kaj s tem, potreb okrog oskrbe in podobnih reči, ali pa nekdo pri 50, ki praktično spet ni najbrž toliko velike razlike, kot z nekom mlajšim, pa tako, ne, ampak a bi se tle mogoče potem odgovori kaj, mislim, bi mogoče kakšne take bolj smiselne zaključke lahko? Če sem prav razumela, to mislite v smislu, da bi v bistvu ločili odgovore na podlagi starosti? Recimo, da bi križali starostjo z spolom, tako, ne, da bi podatke križali med sabo in bi mogoče, ne vem, mogoče bi kaj smiselnega. Razumem. To, kar sem v bistvu zdaj predstavila, je bila pač čist prvotna predstavitev rezultatov. Mi tudi rezultatov nimamo še dolgo pri sebi, tako da ne vem, v kakšne analize se bomo spustili, ampak to je ziher en dober premislek. Nimam pa konkretnega odgovora, ker tako kot sem rekla, je to pač prva predstavitev. Ok. Drugače me pa, se mi zdi, me veselilo, je nekako eno od odgovorov je bilo tudi, se kar veliko tem, ki so odgovarjali, zdaj pomembno tudi izobraževanje v domovih, na področju oskrbe, društev upokojencev in tako naprej. In se bomo o tem tudi jutri malo več, ker bomo predstavili pa en projekt prav na področju izobraževanja in se mi je zdel tak optimističen podatek, da se zdi to ljudem tako potreba, no, nekako. To je samo komentar. Ok, lahko se strinjam, to je zelo optimističen podatek. Dobro, hvala. Ja, hvala vam. Še v chatu imam določene zadeve. V povezavi z dosegom in dostopnostjo bi me zanimalo slišati od anketirancev, kaj je tisto, kar bi jim olajšalo to oziroma jih spodbudilo, da bi bili bolj aktivne pri načrtovanju aktivnosti zase. Zdaj, mogoče, če je tukaj prisoten kdo, ki je sodeloval v anketi in bi želel odgovoriti na to, torej v povezavi z dostopnostjo, kaj je tisto, kar bi olajšalo oziroma spodbudilo aktivnost pri načrtovanju, sodelovanje pri načrtovanju aktivnosti za LGBT 50+. Okay. Jaz ne vidim nikogar, tako da oprosti, jaz ti ne morem podati odgovora, ampak bi tudi jaz rada slišala odgovor na to. Če se kdo slučajno še opogumi, ker izvolite. In pa še eno vprašanje je, zanima me, kako ste se odločili mejo postaviti pri 50 letih, torej da gledamo LGBT 50+. Ja. V bistvu ne vem, nimam odgovora na to. Andrej, a imaš mogoče? Jaz nisem bil sicer avtor tega, tako da tudi jaz ne vem, zakaj smo točno 50 dali, je pa zagotovo bilo ena taka velika dilema nas je, smo se soočali z njo, v bistvu, kaj je ta starost, kje se ljudje, a ne, to, če rečemo LGBT 50+, ali pa LGBT stari. To smo imeli kar eno tako veliko dilemo interno prej, ali kdaj se človek počuti strga, da tudi v bistvu v preteklosti, ko smo imeli neke tako zelo individualizirane tekom, ne vem, zadnjih 10 let, recimo smo imeli kakšne take tudi večere in smo v bistvu želeli nekaj narediti za ljudi, ki so starejši, recimo, pa ko smo začeli s tem, s takimi termini operirati, ne, da so to starejši in tako naprej, se ljudje niso počutili, da pašejo v to skupnost. Ne.
Torej, ne vem, ljudje, ki so recimo se tudi upokojili, ali pa so se glikar upokojili, pa zdaj, ki se tudi upokojujejo vedno kasneje, to niso stari, Tako da mi smo potem dali neko mejo smo mogli postaviti. Se pravim, jaz se nisem potem postavljal in nisem bil pri tem zelo aktiven, vem pa v teh debatah, ki smo jih imeli pa prej, pa je bilo res dilema, kakšno leto, kaj postaviti. Tako da se nismo odločili tudi za terminologijo, ne vem, stari, starejši in podobno, ampak smo dali 50 plus. Tako da vsi tisti, ki ste 50 ali pa blizu 50, pa se ne ste mladi, smo mladi, torej, ampak je pa že potreba različna od te, ki jo pa imajo, ne vem, osebe, ki so stare 25 let, ker še glih so iz faksa prišle. Če je kdo, ki je sodeloval pri tej anketi, kar mislim, da je, bi z veseljem slišal še to. Ja, se bo glasil še glas tehnične podpore. Mitja tukaj, ki je sodeloval kot prostovolec pri oblikovanju in pri izvajanju te ankete. Meja 50 let je povsem arbitrarna. Mi smo veliko razmišljali o tem, zakaj ravno 50. Zdaj tako, malo je anekdotično, zato ker če pogledate recimo na LGBT sceno, po društvih, po dogodkih, po klubih, ko so še obstajali in delali polno, so tam prednjačile zelo osebe, ki so mlajše, in če njih vprašate, kdo je starejši, je itak nekdo, ki ima 30 let. Tudi tako je na teh seks aplikacijah. Ne maram starejših, pomeni ne maram 30 plus. Mi smo se nekako odločili arbitrarno za mejo 50, ker se mi zdi, da takrat človek že malo razmišlja tudi o tem bolj zrelejšem in kasnejšem obdobju v življenju in tudi načrtuje to obdobje. In ker smo opazili, da je 50-letnikov recimo že na sceni zelo manj prisotno. Za razliko od tujine, ker ko greste na dogodke, ko greste na zabave, je populacija vsaj na zahodu zelo mešana in so tudi starejše osebe prisotne, skupaj z mladimi, medgeneracijsko je pri nas ta populacija relativno homogena in prevladujejo mlajši od 30 let. Tam do 40. se še nekako spodobi, da se pojavljaš v javnosti, pa počasi je treba že zaključiti. In mi smo tako arbitrarno rekli, naj bo ta meja 50, ravno tako smo arbitrarno rekli, da bo 45 meja, ko ljudje lahko že odgovarjajo na ta vprašanja, ker smo hoteli zajeti malo širše odgovore, ne samo 50 plus. Ok, najlepša hvala za to kratko pojasnitev. Torej, kot sem omenila, to je bila prva kratka predstavitev rezultatov spletne ankete. Natančnejša poročila pa bodo kmalu dosegljiva tudi na spletnih kanalih Diha. To je to, toliko smo vam pripravili za nocoj. Najlepša hvala, da ste se udeležili tega odprtja strokovnega posveta. Toplo vabljene in vabljeni, da se nam znova pridružite jutri ob 18. uri, ko bodo strokovnjakinje z Fakultete za socialno delo predstavile projekt Being Me, Best Practices for Care and Wellbeing Education to Support the Needs of LGBT People as They Age. Projekt govori o socialnem vključevanju LGBT starejših, ki uporabljajo recimo poenostavljeno socialno-varstvene storitve. Več pa si lahko preberete tudi na beingme.eu, torej beingme.eu. Se vidimo jutri. Če imate pa še kakšno vprašanje, pripombe, predloge, želje ali kaj podobnega, pa nam lahko tudi pišete na lgbt50plus@dih.si. lgbt50plus@dih.si. Lep večer, srečno in se vidimo jutri.